Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V torek 25. aprila bodo v Ljubljano ob 12:05 protestno s traktorji prišli kmetje iz vse Slovenije. To bo njihov odgovor na vladno izigravanje, saj so bili postavljeni pred dejstvo, da niso mogoče ne na sestanku s predsednikom vlade obljubljene spremembe strateškega načrta prihodnje skupne kmetijske politike, pa tudi ne reševanje vprašanj povezanih z vzpostavitvijo obveznih režimov Natura 2000, pravi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Razočarani vam sporočamo, da se od obljubljenega ne da živeti. Zato smo prisiljeni zaostriti aktivnosti. Dovolj je, sestankov na resornih ministrstvih se več ne udeležujemo, saj se z gradivom, ki smo ga prejeli, se ne strinjamo in ga ne moremo sprejeti. Gradivo ne ustreza našim zahtevam, je popolnoma nepopolno in zavajajoče, brez pravnih in strokovnih podlag. Učinek bo dosežen le z konkretnimi rešitvami, ki jih trenutno ni in nikakor spojasnili o ustreznosti obstoječega stanja. Nadaljnjih sestankov delovnih skupin se več ne bomo udeleževali, ker naše zahteve niso uresničene. Naj jih navedem le nekaj. Uredba o Naturi 2000 in ostale habitatne direktive z vsemi omejitvami in zahtevami za kmete ostajajo. Podane rešitve za okoljsko občutljivo trajno travinje niso sprejemljive. Zahteve, ki izhajajo iz pogojenosti, ostajajo. Davčna bremena za območje z omejenimi dejavniki, tako zvani OMD dejavniki, torej za območja, kjer je izredno težko kmetovati, gorskih, hribovskih kmetij in tako dalje, niso nič lažja. Poudarjamo, da zahteve, ki nam jih pišejo, niso zahteve Bruslja, temveč jih država piše sama. In nas kmete s tem postavlja v bistveno težji položaj, kot ga kmetujejo kmetije drugod po Evropi. Prehranska varnost Slovenije je iz dneva v dan bolj ogrožena. Druge države članice Evropske unije so še odreagirale na ceneni uvoz živil vprašljivih kakovosti iz Ukrajine. Kaj pa mi? Ta živila so že na naših trgovskih policah in še več jih prihaja. Pozivamo potrošnika, da tega ne dopustimo. Kmetje zaradi navedenih dejstev prijeto gradivo iz strani ministrstva označujemo za nesprejemljivo. Naj za konec izpostavimo še kapljo čez rob, ki je močno ponižala slovenskega kmeta, predlog zakona o zaščiti živali, ki so ga koalicijski partnerji vložili v petek. Kmetje smo tisti, ki se v prvi vrsti zavedamo zaščito živali in ostro obsojamo kakšnokoli mučenje živali. Vendar je popolnoma nesprejemljivo in nedopustno, da zakon predvideva, da bi živinorejske kmetije postale poligon za izživljanje tako imenovanih aktivistov, pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali, ki naj bi na osnovi 40-urnega tečaja presojali pravilnost oskrbe živali v oskrbi rejcev, s tem pa se popolnoma degradira znanje in izkušnje rejcev ter ostale stroke, ki vsakodnevno z vso odgovornost in velikim naporom skrbijo za njihove živali. Zakaj imamo resorno ministrstvo, če vse omejitve podajajo naravovarstveniki? Izjemni strokovnjaki na področju dobrobit živali, ki smo jih izvolili v parlament, ali pa vsak, ki nekaj malega ve na podlagi svojih neizkušenj, temveč prepričanj. Ne pristajamo na dejstvo, da se zadev ne da spremeniti, ker do sedaj kljub vsem zagotovilom, da nas slišijo, temu še vedno ni tako. Še vedno zadeve stojijo, čeprav so rešljive takoj in je nujno, da je za obstoj slovenskega kmetijstva in prehransko varnost slovenskega potrošnika začnemo prioritetno obravnavati. Ob tem vas obveščamo, da z današnjim dnem ponovno vzpostavljamo stavkovne aktivnosti na območju celotne Slovenije. Napovedujemo protestni shod slovenskih kmetov, ki bo v torek 25. aprila 5-6-12 v centru Ljubljane. Slovenski kmetje še nikoli nismo bili tako enotni, kot smo danes. Ne zahtevamo denarja, ne zamenjave ministrstva, zahtevamo, da začnejo ščititi kmeta in slovenskega potrošnika.
Še dodal bi, da za nami niso politične stranke, smo stanovske organizacije, ki želimo in da še slovensko kmetijstvo ostaja naprej. Politika bi že lahko bila uredila, to pa ni, zato smo zdaj stvari vzeli v svoje roke. Gradivo, ki jim ga je na pogajanjih posredovala vladna stran, je nepopolno in zavajajoče ter brez pravnih in strokovnih podlag, je v torek na Igu dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Mi smo dobili en kup dejstev, da se te stvari ne dajo izpeljati v naših zahtev. Mi pa tako ne moremo naprej in enostavno preko tega ne moremo iti. Mi zahtevamo samo pravice do dela, se pravi kmetove pravice, ki je ustavna pravica. In z temi omejitvami, ki jih nam postavljajo, je enostavno to nemogoče. In te odgovori, ki so bile v teh delovnih skupinah, so za nas nesprejemljivi in zato ne moremo na ta dejstva pristajati, zato zaostrujemo proteste od danes naprej. Odgovori so bili podani v smeri, kaj se ne da urediti. Enostavno nič se ne da v teh okoljskih ukrepih. Poglejte pogojenost, Natura 2000. To je vse tisto, kar nas obremenjuje in rešitve ni. Mi smo želeli dejansko, da nam povejo, kako bomo predstavili nekatere stvari, se pravi z Nature v druga območja. To so rekli, ne gre. Pogojenost je zaostrena do te meje in niso pripravljeni odstopati. Mi s takimi dejstvi ne moramo več iti v naslednje pogajanja. Dokler se to ne omehča, bomo vztrajali na naših zahtevah. Opozarja Anton Medved. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa je k temu dodal še pogled na škodljive posledice prevelikih površin pod režimom Nature 2000, ki bodo nekaterim kmetijam kmetovanje onemogočala v tako velikem obsegu, da ne bo več ekonomsko upravičeno. Prebivalci Slovenije, kmetje, kmetice Slovenije, dovolj je. Več kot 2 leti smo skupaj, nevladne organizacije, želeli narediti strateški načrt slovenskega kmetijstva uspešen, naravnan na zdravo hrano, na zdravo okolje. Privedlo je vse skupaj do protesta. In zakaj ponovno bojem protest? Ker je način komunikacije z nami, podajanje odgovorov, zavajanje nedostojen razvite demokratične države. Zakaj smo danes tu na Igu? Zato ker je Ig eden izmed potencialnih žrtev nedemokratičnega odločanja, kako nekomu odzeti tisto, kar mu pripada, se pravi njegovo delo. Z uvedbo obveznega režima Natura bi posegli nekaj, kar je sveto. Skratka, kmetu bi vzeli plačo, okolju bi vzeli skrbnika in potrošniku bi vzeli hrano. Dovolj je. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa je dodal. Še enkrat bi tudi jaz rad poudaril to, enotnost slovenskih kmetov, enotnost slovenskih nevladnih kmetijskih organizacij in, kakor je dejal Tone, kaplja čez rob vsemu temu je bilo seveda vložitev v zakonodajno proceduro zakon o zaščiti živali, ki se seveda norca dela iz stroke in iz vseh rejcev. Mi obsojamo vsako slabo in nehumano delovanje z živalmi, ampak je potrebno k tej zadevi pristopiti strokovno in tudi, se pravi, socialno. Na vsaki tisti kmetiji, kjer do kaj takega se pride, je seveda ponavadi potrebno, da poleg veterinarske službe pride tudi socialna služba in ljudje, ki imajo znanje za psihosocialno pomoč. Vdoru na naše kmetije, ignoriranje biovarnosti, zaščite rejnih živali, neznanja iz tega področja seveda ne moremo dopustiti in proti temu zakonu se bomo borili na vse načine in z vsemi možnimi postopki. Na koncu mogoče še samo to, da z tem zakonom, ki nalaga upravi za varno hrano, veterinarstvo in zaščito rastlin, financiranje še teh nevladnih ali pa bom rekel teh tečajnikov, bi največ seveda izgubili potrošniki, kajti denarja bo potem zmanjkalo za tisto, kar je uprava za varno hrano najbolj zadolžena, se pravi za to, da kontrolira
kakovost živil, kvaliteto živil, ki je na naših policah, in zato bo seveda zmanjkalo denarja. Dovolj je. Novela zakona o zaščiti živali po trditvah kmetov prinaša nerazumljive in ustavno sporne prakse, oblikovana pa je bila brez sodelovanja veterinarske stroke kot tudi rejcev živali. Z novelo bi namreč društvom, ki bi na podlagi tega zakona pridobila naziv delovanja v javnem interesu na področju zaščite živali, omogočili aktivno sodelovanje pri svetovanju skrbnikom živali in sodelovanje z nadzornimi organi v primeru ugotovljenih nepravilnosti, tako da se imenuje pooblaščene svetovalce za zaščito živali. To je za rejce nesprejemljivo. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, pa je na Igu v imenu kmečkih žena povedala, da se bodo še naprej trudile, kot so se do zdaj, da pridelamo zdravo hrano za vnuke, za otroke in za vse državljane. Slovenske kmetice smo nekako steber kmetijstva že dolga leta. In pridružujemo se aktivnostim sindikata kmetov iz tega razloga, ker si želimo priskrbeti zdravo hrano za vse državljane, ampak pod temi pogoji, ki se zdaj dogajajo, je to nemogoče. Tako da, vkolikor bomo želeli, da kmetije obstajajo, moramo poskrbeti za kmetice, za kmete in pa seveda za mlade. Žal, mladi odhajajo z kmetij ravno zaradi tega, ker nimajo pravih več pogojev za delo, ker se jih omejuje levo in desno in žal slovenske kmetije se marsikje že zapirajo. Zato rabimo podporo tako vseh strokovnih služb, rabimo podporo tudi vseh državljanov in prepričana sem, da se bomo trudile tako naprej, kot smo se do sedaj, da pridelamo hrano za vnuke, za otroke in za vse državljane. Res pod takimi pogoji, kot se zdaj obetajo, je to nemogoče in potrebno je ukrepati danes, ne jutri. Res je dovolj in želimo si drugih lepših stvari in rešitev, tako da bomo delali lahko naprej. Še opozarja Irena Ule. Še bolj neposredna pa je Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Za konec mogoče en opomnik. Torej, vsi se zavedamo, da živimo v raju pod Triglavom, kot večkrat rečemo. Se vsi zavedamo, da ta raj ni samoumeven, ampak da smo do tega raja prišli zaradi vseh generacij kmetov pred nami, ki so iz roda v rod to ljubezen do zemlje in kmetijstva gojili in jo ohranjali do takšne mere, kot jo poznamo sedaj. Ampak to zdaj več ni samoumevno. In spet se bom ponovila, ampak mladi želimo kmetovati, ampak ne za vsako ceno in ne pod temi pogoji, ki se nam jih sedaj narekuje. In tudi ne dovolimo več, da se nam pripisuje, da smo krivec za vse. Vse, kar mi zahtevamo in želimo, so dostojni pogoji za realno kmetovanje in za dostojno življenje na naših kmetijah. In hkrati pozivamo vse Slovence, da nas podprete pri naših prizadevanjih za dostojno življenje in za vašo zdravo prihodnost. Dovolj je. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Premier Robert Golob je odločitev predstavnikov kmetov za prekinitev pogajanj v torek obžaloval. Jaz to obžalujem. Sami smo vstopili v pogajanja iskreno. Verjeli smo, da je tudi druga stran pri tem iskrena. Tako hiter odhod s pogajanj daje misli, da je mogoče zadnji kaj drugega in to politika, ne pa dejansko interes, v tem primeru kmetijstva. Ampak bo pokazal čas, kaj je v resnici zadaj. Je dodal premier in se dotaknil tudi odvzema divjih zveri iz narave. Rad bi se dotaknil tudi tega, da se zadnje čase krešejo mnenja pri, naprimer, odvzemu divjih zveri iz narave. Sam menim, da je treba to področje ponovno preučiti. Zato sem tudi danes pozval ministra za naravne vire in prostor, da vse odločbe na to temo zamrzne in da se temu vprašanju ponovno posvetimo. Ali je odvzem zveri, kot je predviden, dejansko najbolj ustrezen? Je zaključil Golob.
A že dan kasneje je bilo to žuganje preklicano. Preklicana je bila namreč odločitev o zamrznitvi odstrela medvedov. Več o ozadju tega dejanja si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. In kakšne so zahteve kmetov? Kmetje so zahteve do vlade 24. marca zbrali v 15 točkah. Najpomembnejše med njimi so, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, da naj se ponovno preuči in zmanjša območja Nature 2000, da se kmetov ne obremenjuje z novimi davki, da so ukrepi skupne kmetijske politike jasni in administrativno enostavni, ter da se plačila ukrepov kmetijske politike uskladijo z inflacijo ter namenijo izključno kmetijstvu in ne tudi nevladnim naravovarstvenim organizacijam. Kmetje so zahtevali tudi zmanjšanje prenamnožene populacije zveri in divjadi, učinkovito zakonodajno zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za pridelavo hrane, obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja ter popolno zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev na ravni celotne države. Kmetje opozarjajo, da vladna stran k pogajanjem ni resno pristopila, zato so odmrznili stavkovno dogajanje in že v torek bodo prišli v Ljubljano. Protest bo potekal 25. aprila v Ljubljani, v centru Ljubljane. Prišli bodo kmetje z cele Slovenije, okoliški z traktorji in seveda bomo opozarjali na zahteve, ki so. Vkolikor se takrat ne bo to uresničilo, bomo proteste stopnjevali in zaostrevali, tako kot v ostali deli Evrope. Tako pravi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved in v torek v imenu vseh kmečkih stanovskih organizacij vabi v Ljubljano. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Naš gost v naslednjih minutah je predstojnik oddelka za kmetijsko ekologijo in naravne vire na Kmetijskem inštitutu Slovenije, dr. Borut Vrščaj. Gospod Borut, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Zanima me, ker delujete na tem področju, kaj kaže pogled na vsebnost humusa v slovenskih kmetijskih tleh. Predvsem me zanima seveda na njivskih površinah, pa tudi na travnikih in v trajnih nasadih, recimo sadovnjakih, vinogradih. Torej, vsebnost humusa v tleh Slovenije je, bomo temu rekli, nekako zadovoljiva. Obstajajo območja, kjer so večja tveganja, večje nevarnosti, da je prišlo oziroma da prihaja do zmanjšanja vsebnosti humusa v tleh, ampak kljub temu ne moremo trditi, da imamo bistveno slabšo situacijo kot v sosednjih državah. Nasprotno ocenjujemo, da gre za precej dobro situacijo, kar se tiče vsebnosti humusa oziroma organskega ogljika v tleh. Res je, da ne moremo oceniti, kakšna so bila povečanja ali zmanjšanja, ker bi bilo zato potrebno vedeti, kakšna je bila vsebnost humusa pred 10, 20, 30 leti. Moram pa povedati tisto, kar je zelo razveseljivo in dobro, da se je Slovenija, posebej Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa tudi Ministrstvo za okolje in prostor leta 2015 v mednarodnem letu tal zavedla pomena tal za obstoj življenja na kopnem, torej pomena tal za blaženje klimatskih sprememb in potrebe po skrbi za dobra kmetijska tla, za ohranjanje rodovitnosti kmetijskih tal, pa tudi gozdnih tala. Poseben poudarek pri tej skrbi gre za spremljanje stanja humusa v tleh in kot rečeno od leta 2015 do letos in še v nastavku za naslednja leta
je Slovenija veliko investirala v pridobivanje podatkov, da bomo sploh lahko začeli ocenjevati spremembe v humusu v tleh. Za ta namen je tudi sprejela spremembe zakona o kmetijstvu in v noveli leta 2021 postavila temelje in zavezo države, da bo spremljala in ugotavljala, ali kmetujemo in ali gospodarimo z zemljo tako, da bo ta ostala rodovitna in da bo v njej več humusa. Tako da je kar nekaj aktivnosti bilo, tudi veliko znanstvenih raziskav in letos smo izdali tudi prve publikacije, poljudne publikacije, ki smo izjemno na kratko predstavili, kakšne so te vsebnosti. Načeloma so v kmetijskih tleh kar dobre, posebej v travnikih, tudi v njivskih površinah, kjer je pa najmanj humusa v tleh, je pa seveda to velja za nekatere vinograde, oljčnike, pa mogoče kakšne intenzivne sadovnjake. Doktor Borut Vrščaj, verjetno bi bilo dobro povedati poslušalkam in poslušalcem, da lahko kmetje vložijo veliko napora, ampak humus se le počasi pridobiva in tudi počasi izgublja. To je pač, ali se motim s to trditvijo? Nič se ne motite, torej, da ugotovimo spremembo, koliko se je povečala vsebnost humusa v neki njivi, ali zmanjšala, je potrebno prvič zelo pravilno vzorčiti, natančno analizirati s ta pravimi metodami, potem pa ponoviti obisk na isti njivi in z enakimi metodami ponovno analizirati in ugotoviti, ali smo dali več ogljika v tla, torej več humusa, ali smo ga pa s kmetovanjem izgubili. Veliko se govori tudi o vplivu govedoreje na vsebnost humusa v tleh. Kako vi vidite to področje? Zadeva je taka, torej, če kmetje gnojijo samo z mineralnimi gnojili, seveda ne prispevajo bistveno k humusu tleh, prej nasprotno. In to se je dogajalo v preteklih desetletjih, ko je bilo več tega mineralnega gnojenja. Vseeno pa je Slovenija živinorejska država, torej mi imamo veliko govedoreje in jasno je, da hlevski gnoj konča na kmetijskih zemljiščih in s tem zelo dobro, da ne rečem na nekaterih območjih, bistveno prispeva k boljši bilanci humusa, skratka tla se bogatijo. Tako da ni govedoreja samo nekaj negativnega, ampak je umeščena v krogotok teh hranil, v krogotok ogljika, torej humusa v kmetijskih tleh. Za konec še vprašanje, zakaj je humus tako pomemben? Na eni strani, da se lahko lažje borimo proti suši, na drugi strani pa strokovnjake opozarjate tudi na vezavo ogljika v tla. Ja, moram kar iti daleč v zgodovino, namreč stari Grki so že rekli, ker je humus grška beseda, ima grški izvor, da je humus eliksir življenja. Točno tako so rekli, torej večja vsebnost humusa v tleh pomeni boljšo vezavo hranil za rastline, manj se spirajo gnojila, bolje varujemo podzemne vode, bolje razbremenjujemo atmosfero tega toplogrednega CO2, skratka vse, kar je CO2 iz atmosfere, če povečamo vsebnost humusa v kmetijskih tleh, smo naredili nekaj dobrega za kmetijstvo, za okolje in za razbremenjevanje posledic segrevanja planeta, kolikor je pač možno v tem kmetijskem sektorju. Gospod Borut Vrščaj, hvala lepa za te poudarke, predvsem pa vse dobro prizadevanih za to, da dobimo čim bolj relevantne podatke. Hvala lepa, zahvaljujem se za vprašanja in seveda lep pozdrav poslušalcem. Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Ob koncu našega današnjega druženja pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, še pogled v mesečnik Glas dežele. Medtem ko pospešeno nastaja majska številka, bi vas rad opozoril na nekaj vsebin, ki jih je prinesla aprilska, ki jo naročniki prebirajo. Pod drobnogled so vzeli 17. licitacijo vrednejšega lesa, zadnje spremembe zakonodaje, ki bodo krojile tudi vaše letošnje odločitve pri subvencijskih vlogah. Za rejce živali pa je zelo zanimiv članek o telitvi, agnitvi in žrebitvi. Avtorica Barbara Beci pravi, da je to čudež narave, ki ne potrebuje panike. Vse je seveda razloženo v članku. Sledi kot vedno zelo strokoven in uporaben nasvet o dolžini voluminozne krme v obrokih krav molznic. Tadej Vir, ki je zelo nazorno opisal in s fotografijami podprl svoje besede, tako da boste lahko vsem temeljito razmislili še pred letošnjim prvim siliranjem trave. In seveda sledi nasvet za pripravo travinje. V tem času se je prav trava izredno pomembna krma v prireji mleka in mesa. Odgovor na to, kako pripraviti travinje za kakovostno krmo, je pripravila magistrica Tatjana Pevec, kar si lahko preberete tudi v Glasu dežele. Brez travinja ne gre, prav tako ne gre brez koruze. Kakšni so trajnostni izzivi pri njeni pridelavi, pa je opisano v strokovnem članku profesorice doktorice Darje Kocjanačko. Objavili so tudi navodila za drugo dognojevanje žit, pa tudi za varstvo žita in koruze. Kot vedno v Glasu dežele objavljajo tudi cene govejega mesa in mleka na ravni Slovenije in Evropske unije. Po skoraj več kot letu dni predaha pa so ponovno objavili tudi odkupne cene mleka po večjih evropskih mlekarnah, ki jih zbirajo v nizozemski organizaciji za kmetijske trge in obljubljajo, da bo od zdaj naprej to redna praksa. Za konec pa še nekaj za sprostitev. Če boste želeli ozaljšati svoje domove s cvetjem, ne pozabite na barvo leta, ki je letos maslinasto rdeča. Izbrali so jo zato, ker spodbuja veselo, optimistično, drzno in poživljajoče gledanje na svet. Na zadnji strani aprilske številke Glasa dežele pa predstavljajo kmetijo Antona Žnidaršiča iz Roj pri Šentjerneju, ki vzreja bike pitance. Vabljeni k branju, saj prinašamo nasvete primerne za čas spremenjene kmetijske politike in lahko pripomoremo k vaši boljši ekonomiki na kmetiji, je prepričana urednica Glasa dežele Darinka Sebenik. Ogledni izvod vam je na voljo v elektronski obliki, tako da jim pišete na uredništvo@glasdezele.si in oni vam bodo poslali link za dostop. Seveda pa bodo najbolj veseli, če se boste na Glas dežele tudi naročili in ga potem prejemali v papirnati obliki. Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je vse, kar sem pripravil za današnjo nedeljo. V torek ob 11:55 pa se srečamo sredi Ljubljane in vsem povemo, zakaj ni prav, da se tako počne s kmetijstvom. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.